Iztočnico za ta prispevek mi je nehote zadnjič dal prodajalec ene druge blagovne znamke avtomobilov, ko sem prišel po Lexus LBX, ki je bil nekaj ur zaradi naše logistike pač parkiran pred njihovim salonom. Me je vprašal, če je to Toyota in je bil skoraj zajedljiv z vprašanji, zakaj bi kdo sploh hotel imeti takšen avtomobil, če ima tudi ta menjalnik CVT, ki se potem ves čas dere. V bistvu citiram njegove besede, ker prav zares se ne dere. Če je včasih kakšno stvar težko opravičiti, je moja naloga tukaj povsem enostavna. No, pravzaprav moja naloga sploh ni opravičevanje, lahko pa povem, da je LBX cool v tako veliko pogledih, da ga je kupila celo mama nekoga iz naše ekipe in da lahko vse te pomisleke izničim. Ni pa za vsakogar. Obstajajo cenejši predstavniki in tudi takšni, ki imajo več prostora. V gurmanskem smislu bi bilo to slišati nekako takole. Za nekatere so hrenovke super kosilo, drugi zahtevate steak. To ne pomeni, da je s hrenovkami karkoli narobe, nekateri pa zahtevate več in si več lahko tudi privoščite. LBX namreč ni med najcenejšimi v segmentu, ampak tega sploh ne skriva. Pravzaprav se takoj odkupi z veliko dobrimi lastnostmi. Že za pogledati je umirjen in eleganten, brez nepotrebnih kičastih dodatkov, da bi bil bolj nastopaški, samo elegantne linije, pa malo večja oddaljenost od tal, ker imate križance pač radi, tudi v takšnem majhnem formatu. Znotraj je eleganca na enakem nivoju kot pri večjih Lexusih. Stekla so laminirana, torej dvojna, zato je potniška kabina zelo dobro zadušena in je LBX med vožnjo pohvalno tiho. Ne samo, da se motor ne dere, tudi piš vetra ostane nekje zunaj in mogoče si upam celo trditi, da je v tem segmentu LBX najtišji. Med najboljšimi je vsekakor. Tudi materiali so krasni, vse skupaj je elegantno in moderno, zaslon je ok, vmesnik mi sicer ni najbolj simpatičen, ampak evo, imam pa bližnjice za tečnarije, ki me običajno motijo v avtih in tudi kar nekaj fizičnih stikal imam, evo. Prostornost ni ena od vrlin Lexusa LBX. Hočem reči, tole ni majhen avtomobil, ki bi bil lahko družinski stroj. Dvema potnikoma tukaj spredaj bo sicer zelo udobno, višjim tamle zadaj pa ne več in tudi prtljažnik je s 330 ml prostornine v bistvu primeren za prtljago dveh potnikov oziroma za dvotedensko zalogo hrane. Nikakor pa noče LBX tekmovati z avti kot je Honda HR-V, ki je prostorska mojstrovina. Potem pa vožnja. Hibrid je, jasno, in seveda ima menjalnik CVT, torej neskončno stopenjski, ki vedno v vseh avtih poskrbi za nekaj hrupa, zlasti pri močnih pospeševanjih. Se mi pa zdi zanimivo, da si LBX deli platformo s Toyota Yaris Cross, ampak je po občutku tako zelo drugačen, da primerjava skoraj nima smisla. Zvočna zatesnitev je mnogo boljša, podvozje je bolj čvrsto in bolj čvrsto je naravnan tudi krmilni mehanizem, pa še vedno ne preveč, zato se bodo tudi ročice kakšne dame z njim spoprijele brez težav. Malenkost drugače je kalibriran še hibridni sklop, ki ima 100 kW moči oziroma 136 konjičkov, no to pa pomeni, da se LBX dere zelo redko. Mogoče samo kakšnih 10 sekund, ko se boste vključevali na avtocesto, pa še takrat ni preveč nadležno vse skupaj. Potem pa skoraj nikoli več, večino časa je v mestu lepo tih in večino časa se tudi vozim na elektriko. Da torej odgovorim gospodu iz uvoda, zakaj bi ga kdo želel. Ker je eleganten za pogledat, ker se super dobro pelje, ker razvaja v kabini. Mogoče ne s prostorom, ampak tega itak vsi ne potrebujete v enormnih količinah in vam potem ta postavka niti ni pomembna. En tak majhen steak je tole, en filet mignon, s katerim se boste pa občasno brez težav zapeljali do hot doga, pa uživali v hrenovki. Ali pa v dunajcu, vse te so tudi dobri.